Dobrodošli na Slovenskem gledališkem inštitutu, dobrodošli na dnevu nominirancev za nagrado za mladega dramatika. Lepo pozdravljeni v imenu vseh treh organizatorjev dogodka, Prešernova gledališča Kranj, Akademije za gledališče, radio in televizijo in Slovenskega gledališkega inštituta. Pred 11 leti so bili ti dogodki v Kranju, v Lajrevi hiši, in leta 2012 je pred vsakim branjem nominiranica za Egrovo nagrado Simona Hammer prebrala protestno pismo, ker je takrat na ta natečaj sta prispela dva teksta, njena teksta, in nagrada ni bila podeljena. V 11 letih je nagrada dobila svoje mesto, dobila svojo popularnost, tekstov je vedno več, in letos smo prvič prišli v situacijo, ko se je žirija odločila, da organiziramo poseben dogodek, ki je namenjen nominirancev za nagrado za mladega dramatika. Nagrada je naredila veliko pot, še večje pot sta naredili avtori, mladi avtori, in veseli me, da se za točno slovenske dramatike ni bat, glede na to, kaj beremo. Preden pa začnemo dejansko poslušati te drame, pa imamo nove še Jurka Novaka, direktorja Kranjskega gledališča, da pozdrav še svoje. Jaz bom zelo kratek, hvala gospod Prohi, hvala gospod Porišču, hvala organizacijam za soorganizacijo. Predvsem dodatna hvala še živi in igralski zasedbi in pa seveda vam trem za dobro voljo in sodelovanje. Jaz mislim, da je bila odločitev za to, da vzpostavimo letos nominacije tudi za nagrado mladega dramatika dobra. Odzivi, tudi medijski, pa tudi splošni so fajn, zanimivi in se mi zdi prav, da delamo iz tega poseben dogodek, kar se vidi tudi po današnjem udeležbi. Hvala lepo vsem, da ste prišli. Zelo sem bil vesel, ko sem začel dobivati namige od žirije, da je v bistvu čaka težko delo, da je dela letošnja odlična. Prepričan pa sem, da so izbrali res najboljše in da bodo tudi končna odločitev med temi najboljšimi še najboljši. Hvala, uživajte. Jaka Smrful Simoneti, pesem Ptic v drevesnih krošnjah. Ljubezni ne more biti preveč. Jaka Smrful Simoneti se v dramskem besedilu v pesmi Ptic v drevesnih krošnjah skozi dialog sosedov Mikija in Natalije sprašuje oziroma bolj sooča s problemom minljivosti, pričakovanj, žalostjo, propadlo ljubeznijo in iskanjem smisla, ko se ljubezen konča. Miki in Natalije sta pripadnika dveh različnih generacij in sta v različnih fazah svojih življenj. Miki je mlad posameznik, ki je komaj začel živeti, za njim je prva velika ljubezen, Natalija pa svojo življenjsko zgodbo počasi zaključuje in je za njo že 52 let dolg zakon, 2 otroka in vnuki. Miki in Natalija se ne poznata in čeprav živita v istem večstanovanjskem objektu, se vidita prvič. Njun odnos pa je že od samega začetka obsojen nenavadnega in svojevrstnega. Spoznata se na strehi, ko Miki poglobljeno razmišlja o samomoru, Natalija pa med tem večerni uri navkljub pride obiskati perila. Vez, ki nastane med njima, je pristna in ne tako samoumevna, še posebej ne na svetu, ki ga lika opisujeta kot kaotičnega in v nenehnem pogonu. Drama deluje na dveh ravneh. Prvo predstavlja dogajanje in pogovor med Mikijem in Natalijo, drugo pa Mikijevo pismo, ki se piše med samim dogajanjem in s katerim se trudi osmisliti prekipevajoča se čustva. Ekstremno morbidnim okoliščinam se po robu postavlja iskanje lepote v drobnih stvarih in dajanje prijetne topline splošnim, neizbežnim resnicam. Natalija na koncu le obesi perilo, Miki pa opusti svoj tako imenovani eksperiment samomora in dokonča pismo. Še pomembnejše pa je, da oba najdeta nekakšno spokojnost in umirjenost, preden se vrneta v realni svet. Ko imaš nekoga v življenju toliko časa, sploh v teh letih spoznaš, prej ali slej, da bo nekdo moral umreti prvi. Tako to je.
boleče, ampak je ena izmed teh neizbežnih resnic, ki so v svojem bistvu v resnici prečudovite. Jaka Smrkolj Simoneti, pesem Ptic v drevesnih krošnjah. Miki. Mlajši moški. Natalija. Starejša ženska. Pišem ti po dolgem času. Tako veliko časa je preteklo, da se ne spomnim več, kdaj sem ti nazadnje pisal. Morda je prav tako. Ravno se je začela jesen. Tla počasi polni suho listi. Ne vem, zakaj ti to pišem. To, kar brni v meni, ima kaj malo opraviti z besedami, ki se klešejo v papir. Vendar se zdijo danes besede še kako pomembne. Manjka jih ali pa jih je preveč. Poplava. Vse povsod se razlivajo. Besede dežujejo z neba, polnijo luže, mlake, potoke, se združujejo v reke, drvijo preko slapov, pritekajo in odtekajo iz jezer, polnijo oceane. Letnemu času primerno, morda. Po dolgem obdobju žgočega sonca in suše naliv. Ko sem včeraj odprl oči in pogledal naokrog po svetu, je deževalo. Sliši se smešno, ampak verjemi, čisto povsod, kamor sem pogledal, je deževalo. Voda se je pričela vračati, zahtevala je nazaj svoj prostor, svoje ime, svoje besede. Gledal sem, kako si je lastila zemljo, travnike, gozdove, kako so se cvetovi, listje, veje in korenine potapljale. Ne le narava, temveč tudi naš svet, naši tlakovani, betonski gozdovi so se pričeli potapljati. Satelitski krožniki, klimatske naprave, električne napeljave, ki so kot bršljanove vitice izginjale pod gladino. Letnemu času primerno, morda. Cel svet je počasi postajal ena sama žalost. Sama kaplja. Tako kot takrat daleč nazaj, čisto na začetku. Ena sama solza, iz katere je prišlo vse ostalo. Vlaga je polnila zrak, gosta belina vodnih hlapov, ki so se dvigali v zrak in legali na pljuča vseh ljudi, ki smo lahko bili priča temu velikemu potopu. Tistim, ki smo imeli to srečo, da smo še ostali nad gladino. Drobna kaplja je zgrešila moj sapnik in se po neki skrivnostni poti napotila skozi obtok mojega telesa ter mi legla na dno srca. K tebi. V meni je zažarela beseda ti. Kako naj ti v tem času pišem? Naj pišem o tebi. Kako le, ko pa cel svet kriči v bolečini? Beseda je rasla in kapljica se je spremenila v kapljo. Droben tok, ki je počasi napolnil levi atrij, pa desni, pa levi ventrikel, pa desni. Moje srce je polno solz sveta. Vztrajno si to ponavljam. Ponavljam, da bi postalo res, ker bi bilo tako verjetno edino prav, edino smiselno. Če ne, je moje srce zgolj polno mojih solz. Solz posvečenih tebi. Kaj pa delate? Se opravičujem. O bog, pa kaj delate? Eksperiment. Kakšen eksperiment? Zadnji. Niti pod razno ne moreš tega narediti.
Zakaj ne? Tukaj. Tukaj sem doma. Ne pride v poštev, ne vpričo mene. Sej nisem mislil, da boste tu. Perilo sem prišla obesiti. A ni malo čudno perilo obesiti zvečer? Čez noč sem vam ne bo posušila. Pač prej nisem mogla. Zdaj boš moral počakati. Ne bom. In zakaj ne? Prejšnji teden je crknila sredinska svetilka na dvorišču. Tako da, če počakam, da se popolnoma zbrači, ne bom videl dna. Ne bi pa hotel preleteti na tisto ogromno cvetlično korito sred dvorišča. Mogoče bi preživel in postal tetraplegik. Tega pa res ne bi hotel. Padel. Kaj? Nikamor ne boš priletel, ampak boš kar padel. Ljudje ne letijo. A ja. No, ja, imate prav. Sicer pa, a ni bolje biti tetraplegik, kot biti mrtev? Verjetno res, samo jaz nočem biti invalid. Brez veze biti invalid, če si že tako ali tako idiot. Kako prosim? No, očitno tudi slišiš ne prav dobro. Handikepi se ti kar seštevajo. Ej! Kaj? Bom pa ja lahko enemu mulcu, ki se hoče sredi avgusta vreči dol s strehe, rekla, da je idiot? Prav prijazno ni. Me prav en kurc briga. Tudi to, da ne morem v miru obesiti svojega perila, ni prijazno. Saj vi pa tudi zvečer obešate perilo. To je tudi idiotsko. Kaj pa ti veš, zakaj in kako in kdaj jaz obešam perilo? Samo povem. Ja, saj imaš prav. Mogoče je malo idiotsko. Res je. Ampak nič ni bolj idiotsko od tega, da se boš ubil. Pa ne vem, če lahko kar tako primerjate, kaj je bolj idiotsko in kaj je manj idiotsko. Te stvari niso števne. Tukaj se pa pozna, da ste stari. Kako, prosim? Nisem tako mislil. Samo zdi se mi, da je to taka stvar, ki jo stari rečete, ker imate pač več življenjskih izkušenj in baje zaradi tega veste bolje od nas, kako se stvari ne streže. Oprosti. Kaj? Oprosti. Res počnem to. Mislim, res počnemo to. Ja. Hvala. Prosim. To se mi pa še ni zgodilo, da bi se mi nekdo opravičil. Ena gospa me je zadnjič udarila s sporom. Sporom? Ja, res s sporom. Kričala name, kako smo nemarni, pa leni in kako smo uničili svet. Kaj si pa naredil? Nič. Urinila se je pred mano v vrsti za blagajno. A kadite? Kaj? A boste cigareto? Pol ne boš skočil. Konc eksperimenta. Ne, seveda bom. Če se poravnam s temle žlebom tu, bom zihar zgrešil cvetlično korito. Ne bi bila tako prepričana. Tu zgoraj zna močno potegniti veter. Potem pa bom zdajle. Ni šans. Sem rekla, da ne vpriča mene. Kaj pa potem? Moj mož je umrl. Kaj? Bom vzela cigareto. Ja, prosim. Ko sem bila jaz mlada, smo vsi kadili. Takrat to še ni bilo strupeno, oziroma nismo vedeli, da je. Si kar ne morem predstavljati danes, ko recimo pridemo v kakšno restauracijo, da se je povsod noter kadil. To je bilo res vse prežeto. Ni samo smrdel, prav prežeto je bilo s cigaretnim dimom. Tega se ni dali sprati. Zdaj pa ni večjega zločina od tega, da si kadilec. No, ne vem, če je to res, ampak zdaj je kaditi res neumno. Idiotsko. Tako ja, idiotsko. Posplošujete. Mogoče že, ampak povej mi, zakaj bi to počel, če pa veš, da ni v tem nič dobrega in da ti samo škoduje? Ker ljudje še vedno pijani vozijo. Pista. Ja. Vaš mož. Nisem hotela, da se vržeš dol, zato sem ti to povedala. Drugače ti ne bi, saj te sploh ne poznam. Miki. V 7. sem doma.
Natalija, 14. Me veseli. Tudi mene. A veste, da ste prva soseda, ki sem jo spoznal? Lahko me tikaš? Ja? Tikaš? Se opravičujem. Nekako sem navajen, da se tako spodobi. Vse, ampak če po 10 letih prižgem cigareto, se bom pa ja tikala z nekoma, ne? Pa boste pivo? Ti si pa prišel opremljen. Prinesel sem si cel six-pack. Bom. No, boste? Piva tudi že dolgo nisem pila. Kaj pa je bilo z vašim možem? Nič. Umrl je pred 10 dnevi. Sožalje. Hvala. Zato sem šele tako pozno prišla obesiti perilo, odkar se je zgodilo drugače, žalostno, ampak tudi ne tako zelo nepričakovano, če sem čisto iskrena. Drugače. Sploh nič nisem mogla. Spala sem, gledala televizijo. Nisem jedla. Vnuček mi je prinesel burek, približno tvoje starosti. Na, mogoče malo mlajši, ja bi rekla. Jaz sem pa sedela pred televizijo, pa potem v kuhinji, pa potem v spalnici, se prekladala, pa gledala njegove reči, gledala fotografije. Danes zjutraj sem si pa rekla, dovolj, slekla posteljo in dala prat posteljnino. Potem pa se je pa vse kar zrušilo, en tak plas in sem hotela, da vse zgine. Vse, kar je njegovo, da bi sploh lahko videla, kaj mi je ostalo, kaj sem v vsem tem. 52 let življenja. Tega se ne da kar v eni uri zbrisati. Vse si pometala stran? Ah, ki pa, sem pa hotela, ja. Sem samo zbasala v vrečo. No, pa sem šla pa raje obesiti perilo. Še dobro. Da sem prišla? Potem pa že nisi tako prepričan v svoj eksperiment? Na srečo ne rabim biti prepričan, samo dovolj pogumen. Da začnem. Koliko se konča samo od sebe. To je pa zelo egoistično mišljenje. Taki smo. Ja, to pa res. Mi smo čisto drugače gor zrasli, drugi časi. Recimo moja hči ni niti pomislena, kako je meni v tem trenutku. Samo da ne bi ona izgubila česa dragocenega. Pa misliš, da se je prej pobrigala? Niti slučajno. Jaz ne pa prah brišem cele dneve, kot da nimam drugega za početi. Kaj pa počnete? Dolg čas mi ni. Vedno se kaj najde. Ni tako, da se tvoje življenje ustavi, ko greš enkrat v penzijo. Celo življenje nisem imela časa. Vsaj tak občutek je bil. Zdaj ga pa imam, končno. Da zmečem stran stvari, ki niso pomembne in ohranim tiste, ki kaj štejejo. Celo življenje je bil en sam kaos. Jaz jih nimam niti še 30, pa se mi zdi, da je življenje kaos. Ja, zgodijo se neke stvari. Po hribu navzdol se prične vrteti eno velikansko kolo, en sod, in ti si noter in te ruka, ampak ne moreš nič. Razen da upaš, da se bo dobro izšlo. Se je večinoma se. In če se ne? Z razlogom. To mi je vedno blazno živceralo. Ko se ti zgodi nekaj groznega, pa pride nekdo do tebe in ti reče, da je že bilo z razlogom. Neumen stavek. Idiotski. Idiotski, ja. Ampak mislim, da kar hoče v resnici povedati, je to, da je treba vsem stvarem dati razlog. A veš, življenje je en hrček na kolesu. In če neha teč, pa je konc. Ampak mene pa ravno to moti. Da se povsod tako hiti, da je treba vse brzeti, hitreje je bolje. Jaz imam pa stalno občutek, da sem zadihan. Jaz si želim samo to, da bi se vse ustavilo. Da bi šlo vsaj malo počasneje.
Dobro. Hrček na kolesu je res slaba metafora. Po mojem se moraš samo sprijazniti s časom. Ne vem, kaj naj ti rečem, a veš. Nočem ti pametovati, pa tudi ne, da bi te zdaj pahnila česa. Kaj pa vem? Včasih imam občutek, da je bilo za nas lažje, da je človek lahko vedel točno toliko, kot je hotel. Lahko si ostajal radoveden. Dobila sem tablico, za rojstni dan so mi jo kupili otrok. Ta tablica je pametnejša, kot je bil cel naš narod. Cela država nič v primerjavi z eno tablico. Ta znanost, ta tehnologija, to je res nekaj čarobnega. Kako daleč smo prišli. In vse to so zame novosti. Še vedno. Zato sem pa še lahko radovedna. Vidiš, zato sem vesela, da nisem šla prva. Svet gre k hudiču, ampak mene pa zanima, kaj vse se bo zgodilo. Jaz hočem to videti na lastne oči. To, kako strmo pizdi ta svet. Ampak ja, mislim, za vami je že vse. Lahko se samo naslonite na kavč in gledate, kako gre svet počasi proti koncu. No, kar hitro, če smo čisto iskreni. Nepotrpežljivi ste. To je vaš glavni problem. Ampak naša težava danes ni več to, da ne bi bili potrpežljivi. Da ni česar, za kar bi lahko bili potrpežljivi. Ne pretiravaš. Na kaj točno naj čakam? Česa točno naj se veselim, če pa z vsakim dnem postaja bolj jasno, da se nič od tega, o čemer sta mi pripovedovala oče in mama, ne bo zgodilo. Nikoli ne bom imel prihranjenega dovolj denarja, da bi dobil kredit ali se zares upokojil. Če bi imel koga, ki bi se hotel poročiti z mano, niti podrazno to ne bi mogla biti neka velika, razkošna poroka. O otrocih je isto nesmiselno razmišljati. Ker moram že tako konc meseca ščikov prešatati na tobak. No, pa ni vse samo v denarju, pa v čikih. To lahko reče samo nekdo, ki s tem nima težav. Morda. Imela sem srečo. Sva. Sem pa poznala revščino, ko sem bila majhna. Ja, in to veliko bolj, kot si jo ti kadarkoli. Vaš mož. Ja? Bi rekli, da je bil vaša duša dvojčica. Ljudje, ki pri mojih letih še razmišljajo o dušah dvojčicah, so samo za na psihiatrijo. Ko si enkrat z nekom večino svojega življenja, veš, da te stvari ne grejo tako. Verjetno res. Smejala se boš. Verjemi mi, tudi če ne bi imela svojega sranja, se fantu, ki se hoče sred avgusta vršiti dol stolpnice, res ne bi smejala. Ampak je neumno. Idiotsko. Ja. Nedvomno. Si težko predstavljam, da ne bi bilo. Zaljubil se je. O, pizda. Kaj? Ja, se mi je zdelo, da bo idiotsko. Ne pa, da bo tako zelo idiotsko. Nadejno. Miki, meni je umrl moški, s katerim sem bila poročena 52 let. Kaj pa vidva? Kako dolgo? Ja, v resnici ni tako enostavno. Odvisno, kako pogledaš. Aha. Ja. In zdaj? Zdaj se je zaljubil. Zaljubil. Ja, zaljubil. In jaz ne vem, kaj naj. Vedno sem verjel, da je za preživetje, sploh za naše preživetje, mislim, za preživetje v svetu, v kakršnem živimo sami, pomembno ohranjati neke otroške naivnosti. Verjetno dobro. Dobro ljudi in dobro vsega ostalega. Zdaj pa imam občutek, da je ravno ta naivnost tista, ki me je pustila sredi zamrznjenega jezera.
Slišim, kako povsod naokoli poka led. Ne vidim pa, po kateri poti naj zdaj grem, da se ne bi pogreznil v ledeno vodo. Najbolj pri vsem tem pa boli to, da mi ni povedal prej. Verjetno se ni kar tako zgodilo. Te stvari se ne zgodijo kar tako, kot strela z jasnega. Mislim, da je bil on moja duša dvojčica. Aha. Danes zjutraj, tako iz nič, na moj telefon prileti sporočilo. Nič takega. Pač. Zaljubil se je. Prav s temi besedami. Vem, da niso bile namerne. Zagotovo ne. Verjetno so celo želeli delovati kot nekaj tujega, hladnega, kliničnega. Nekaj, kar bi me čim manj prizadelo. Ampak v njih se skriva ravno to, česar med nama ni bilo. To, kar sem si jaz vztrajno želel, da bi bilo, se trudil, da bi bil dovolj, da bi me bilo dovolj, da bi ustrezal. Ne, da bi se zavedal, da pri tem ni važno, kaj delaš, kako izgledaš, kako si, nič. Popolnoma nič ni pomembno, ker bo enostavno prišel nekdo drug in z njim se bo zgodilo to. Ljubiti. Sovražim ga. Ubil bi ga. Zadušil, zadavil, svoje roke bi sklenil okoli njegovega vratu in čakal, da zbledi vse, kar je za njegovimi očmi. Da ne bi bilo ničesar več živega v njih. Spraskal bi jih. Da ne bi nikoli več uzrle sonca. Ne bi nikoli več uzrle tega njegovega kurčevega ljubimca. Kaj ne je? Kaj ne je zdaj sam sabo? Pa ni, da ne razumem, da ne vem. Ja, vse to bo nekoč le spomin. Neka hecna zgodba o naivni mladosti, ko sem se pretirano obremenjeval s stvarmi, s katerimi se mi takrat ne bo zdelo več niti za sekundo vredno obremenjevati. Kaj pa, če nočem? Kaj, če nočem, da je tako? Kaj, če nočem, da postane on še eden v seriji teh bolečih spominov? Kaj, če je to moje življenje samo to? Samo ena serija grenkih čokolatinov. Life is like a box of chocolates. And all of them taste like shit. Nekega dne bo vse to trpljenje imelo smisel. Pa če si tega ne želim, če nisem pripravljen čakati na ta dan, ker je vsak dan do takrat kot moker pesek, ki se mi nalaga na pljuča in je vsak vdih samo še en opomin na to banalno dejstvo, da za nekoga nisem dovolj. Pa ne za kogarkoli. Da imaš točno za tega enega. On je tam, spi na toplem, neznosno dolgem objemu, ko si ne moreš pomagati, da se ne bi znojil, ker je drugo človeško telo vedno preveč, premočna pečica. Preveč te greje bitje drugega srca. Ampak to je nekaj najbolj krasnega, kar lahko kdorkoli, kadarkoli doživi. Samo da sem jaz zdaj tu, še vedno tu, na tej strehi, kjer sva prvič bila. In kaj, če nočem, da bi vse kaj imelo smisel? Da bi se pustil prepričati v to, da je tako pač je življenje. Da ljudje pridejo in grejo, kot bi izstopali iz dvigala. Kaj, če ne pristanem na takšno življenje? Če si ga ne želim? Če si ne želim, da bi se ta zabloda razblinila, da bi prišel do točke, ko bi bilo vse skupaj le ena sama fantazija, ki se je skrušila, preden bi zares zaživela. Nočem, da se dvigne plima in odplakne ta peščeni grad. Zato ga sovražim in zato nočem več naprej. Ne, v resnici ga ne sovražim. V resnici to nima sploh nobene zveze z njim. Nič ni kriv, nič ni dolžen. Mogoče bi lahko poklical. Mogoče bi lahko kaj rekel. Enkrat, samkrat pogledal v oči. Ampak ne. Nočem ga sovražiti. Zato ga ne bom ubil. Ne. Moja ljubezen je. Moja. Ničesar ni storil, da je to postalo. Zgodilo se je, kakor se pač kaj takega zgodi.
To je samo moje in tega mi nihče ne more vzeti. Edino, kar lahko ubijem v vsem tem, sem jaz. Razumete? Ker ne zmorem več. Tako sem utrujen. Ne zmorem več dvigniti glave na ulici. Ne pomaga. Jaz nikoli nisem bil zaljubljen. Prav. Jaz pa sem. Ja, sem. Sem bil in še vedno sem. Čeprav to nima več nobenega smisla. Čeprav ne more biti utemeljeno na ničemer, na čemer bi se take stvari utemeljevale. Čeprav ne verjamemo v Boga, pa je to pač nekaj, kar gre preko mene. Preko vsega. Mislim, preko vsega še vsake tako željene racionalizacije. Žal mi je. Prost. Nisem hotel nič od tega. Hotel sem ne zaspati v tvojem Švicu. Je to tako jebeno težko razumeti. In zdaj imaš več kam s to ljubeznijo, ki ti ostane? Ne. Zavidam ti, veš? Mislim, da res nisem v stanju, ko bi mi lahko kdorkoli zavidal. Pa ti. In ti bom tudi povedala, zakaj. Danes zjutraj, ko sem metala stvari v vreče za smeti, sem doumela, da to ni le njegov konec, ampak je tudi moj. Konec je moje ljubezni. Kako to mislite? Tako enostavno, ni je več, nimam je več. Čutim jo še vedno, seveda. Ljubim svoje otroke in svoje vnuke. Rada imam svoje prijateljice. Vsa ta ljubezen je še vedno prisotna. Tista prava, ta, o kateri tako vročično na robu strehe govoriš ti, ta pa je izginila. Ni je več. Morda jo je zmanjkalo. Morda je zgorela skupaj s ostanki mojega zakona. Natalija. Nič ni narobe s tem. Hvaležna sem zanjo in zdi se mi, da je ne bom več rabila. Ampak ti pa vseeno zavidam. Ti imaš še toliko. Zdaj pa bi zamahnil in vse pustil za seboj. A vidiš, zato se mi navkljub vsemu zdi, da je to, kar počneš, idiotsko. Jaz ne bom nikoli več zaplesala s svojo ljubeznijo. Jaz z mojo nikoli nisem. Kako, prosim? Nikoli nismo plesala. Ni bilo priložnosti. A bi plesal z mano? Ne. Ne moreš starki, ki te prosi za ples, reči ne. Kakšne so pa to manere? Imaš YouTube? Vsi imamo YouTube. No daj bom jaz utipkala, da bo presenečenje. No. Jaz, a lahko na svojem, prosim. Ja, daj, no. Bom utipkala. Ha? 200,000 izdelkov. Imaš na glas? Še. Lep komad. Star, a ga poznaš? Ja. To je bil najin poročni komad. Žal mi je. Za? Smo se tako spoznala, mislim, v takšnih okoliščinah. Meni se zdijo prav super okoliščine. Srečanj ne moreš nikoli načrtovati in izkaže se, da tista v nesreči največ štejejo. Pijan sem. A veš, da jaz tudi malo pivo? Mislim, da bom šel. Dol? Ja?
Nekje. Ne, mislim, ne dol v stanovanju, posla. Hvala Bogu. Se lahko oglasim kdaj na pivo? Mogoče rajš na kavo. Lahko noč, Natalija. Lahko noč, Miki. Pozno je že, ko končujem svoje pisanje. Ko prislonim lice na okno, lahko z druge strani čutim večerni hlad. Gledal sem v noč, ki je padla na mesto. Noč, ki ima čisto vsakič drug obraz. Dan v tednu, pa v mesecu, pa v letu. Nikoli se nam ne pokaže ista, čisto vsakič nekaj drugega. Ko sem zrl skozi okno, je mimo razsvetljenih okn sosednjih stolpnic poletel črn madež. Ptica. Malo pozno že za ptice. In lete bolj poredko letijo naravnost proti tlom. Nenadoma zopet ta žalost. Ta voda. Vendar reciva, ker sem že pri koncu, da je bila res ptica. Preveč žalosti, preveč vode. Bila je ptica, ki je letela proti tlom in me pogledala v oči. Ptica, ki je kukala čisto tako, kot to počnejo sosedje, ko sredi noči gledajo, zakaj je čez cesto v 7. nadstropju še vedno prižgana luč. Tako je ta ptica iz gole radovednosti želela pokukati v vsa stanovanja, vzdolž katerih teče žled. In kaj je videla? Videla je temo, kjer so živeli ljudje, ki so se od noči že zdavnaj poslovili. Videla je majhno lučko v obliki zvezde, kjer je živela deklica, ki je pod posteljo iskala pošasti. Videla je spečega gospoda, ki mu je obraz osvetljevala televizija. V soju sveče je videla prvi seks med dvema zaljubnicama, ki še verjameta, da to ni solze njun smeha zadnji štirih seks. prijateljev zbranih na kavču ob zvitku tobaka in marihuane. Videla je žensko, ki se je sezula visoke pete in si držečih v eni roki in smeh natakala zadnji svošnjo. In si odpira še eno pivo. Videla je, kako je stanovalec, zjutraj so stanovalcem zagotovo ne bo želel izdati svojega zločina, izpraznil škatlo piškotov. Verjetno je videla tudi mene, kako tiščim svoje lice ob nočni hlad na oknu, da bi v srcu spet zaslišala besedo ti. Mancer Pavlavšek, Zamrzovanje. Drama Zamrzovanje, avtorica Mancer Pavlavšek, se bere kot postdramska interpretacija klasične pravljice Hansa Christiana Andersena Deklica z žigalicami, v katero avtorica tudi sama aktivno nastopa v besedilu, vpleta številne reference in navezave na razne druga dramska dela in poezijo. Tako je Zamrzovanje v bistvu igra v igri, igra v igri motivno tematsko členjena 11 delov, v katerem se nam na inovativen način lasirata deklica in njeno življenje. Hkrati v besedilu upelje še 3 člani dekličine, razen povprečne, v resnici pa hudo disfunkcionalne družine. Enega brata dvojčka, dečka, mater in očeta. Rdeča nit v drami nas spremlja dialog med avtorico in deklico, ki kot najstnik sodobne generacije ne želi biti protagonistka drame. Bolj ko avtorica išče protagonistko in hrepenenje, bolj naletava na leden zid za različne empatije. Deklica, ki nima hrepenenja, si v svojo papelosti želi kvečjemu zamrznitve, ki bi jo varovala pred bolečino in vsem, kar bi ta lahko prinesla s seboj.
Prekrivajoče se fragmente deklične družine avtorica spretno spleta v celoto, kjer razkrije spolne zlorabe do incesta. Po mladosti hrepeleča mati in oče tako fizično kot psihično zlorabljata deklico in dečka, dokler se njima zgodbe ne konča v zamrznitvi, kajti bremena, ki ga nosita, ne mora rešiti na primer deklični seznam, zakaj živeti, ki je eden izmed delov besedila. Odpira se problematika spolne zlorabe v najhujši obliki, kajti storilca sta lastna starša. Kako preživeti in živeti naprej, še posebej v najstniških letih? Deklični odgovor je zamrzniti. Deček pa potem, ko med njim in materjo pride do incesta, najde odgovor v gorenju, eksploziji. Občutki otopelosti, apatije, osamljenosti in zapuščenosti, ki nam jih prikaže drama Zamrzovanje, so v deklični generaciji vse pogostejši, če ne že skoraj normalni. Poslikava nam kruto sodobnega sveta in izgubljenost posameznikov v njem, kar odražajo vsi liki. Avtorica, za katero ugotovimo, da ni izjema, prav tako sami najde več hrepenenja in na koncu deklice in deček potegne na seboj zamrzovanje. Apokalipsa z vžigalicami bo s seboj odnesla vso bolečino, strahove in čustva. Manca Lipoglavšek, Zamrzovanje, reinterpretacija pravljice Deklica z vžigalicami. Avtorica? Deklica. Deček. Oče. Mati. Zakonska spalnica. Oče. Sam. Oblečen v kavbojke in polo majico. Sedi za računalnikom. Gleda fotografije. Fotografije svojih hčerke. Fotografije deklic. Fotografije svojih hčerke, ko je bila deklica. Dečkova soba. Mati. Oblečena v mini krilo in usnjeno jakno. Sedi na stolu poleg dečkove postelje in ga opazuje. Deček spi. Avtoričina delovna soba. Deklica sedi pogreznjena v mehak črn naslonjač nasproti avtorice. Moja hči je odrasla. 17 let imaš. Očka mi vedno pravi, kako odrasla, da sem. Moja hči ima 17 let. Moja hči je še otrok. Nisem odrasla. Zvenim odrasla, videti sem odrasla, delam sem, da sem odrasla, ampak nisem odrasla. Moja hči je že od majhnega tako odrasla. 17-letniki so še otroci. Raj ne bi nikoli odrasla. Videti si mlad. Če umrem, ne bom nikoli odrasla. Tako je lepa. Raj bi bila večno otrok. Raj bi zamrznila v času. Zakaj? Moja hči je videti kot jaz, ko sem bila mlada. Točno tako. Tako podobna je moji ženi, ko je bila mlada. Ko mami ni bilo, je očka rekel, da sem taka kot ona. Tudi jaz sem, kot bi bila mlada. Raj bi zamrznila v ledeniku. Arheologi so v ledenikih odkrili ljudi izpred stoletij in tisočletij. V kozarcu vina... Včeraj sem v baru srečala nekega moškega, mladega moškega. Ali dveh? Všeč sem mu bila, zdela sem se mu seksi. Zabodla sem ga z razbitim vinskim kozarcem. Ukradla sem mu to jakno. Jo komaj ločim. Še vedno so nedotaknjeni, kot komarji v jantarju. Ta jakna me naredi mlado. Hočem zgledati mlada. Zelo seksi sem. Se tebi zdim seksi? Ne potrebujem fantazije prihodnosti ali spomina iz preteklosti. Zdaj so razstavljeni v muzejih. Vse, kar potrebujem, je točno tukaj. Če hočem, sem lahko mlada. Oče si odpre kavbojke. V velikih neprodušnih steklenih zaborih. Vseeno mi je, koliko let imam. V njih so zaščiteni pred vplivi okolja. Spet bom začel nositi kavbojke. 17 let si star. 17 let imam. Nisi videti 17. Ampak lahko bi jih imela pa tudi 100 000. Moj sin ima 17 let. Lahko bi bila mrtva že leta. Lahko bi bil moj sin. Nosil bom samo še džins. Ampak nisi moj sin. Danes nisi moj sin. Ko te gledam, nisi moj. Všeč sem mi v džinsu. Všeč sem ti, ker sem starejša, kaj ne? 40 let imam. Moja žena ima 41 let in moja hčerka 17.
Najstarejši ledeniški led na Antarktiki je star skoraj 1 milijon let. Nič ni narobe, če sem starejša, dokler nisem starejša od tvoje mame. To je samo ocena znanstvenikov, ki ga ne morejo doseči, da bi izmerili njegovo starost. S svojega vrta vidim v tvojo spalnico. Pogosto te opazujem. Videti si tako mlad. Oče masturbira. Kadar mi je vroče, se hočem zakopati v antarktiški led. S teboj bi bila tudi jaz mlada. Še nikoli nisem videl lepšega dekleta, kot je moja punčka. Raje bi bila ledenik. Zanima me, kako bi se bilo ljubiti s tabo. Kot je moja punčka točno zdaj, točno v tem trenutku. Zakaj? Ko sem z njo, je ona odrasla in jaz sem mlad. Ko sem te pobožala, si dobil erekcijo. Ona je mlada in jaz sem mlad. Mati poboža dečka po laseh. In ona je... Ledeniki začnejo nastajati, ko se sneg na določenem območju skozi vse leto nabira in ostane. Če se temperatura ne dvigne dovolj, da bi se sneg popolnoma stopil, se nabira naprej. Čudovito. Pogrešaš svojo mamo in nabira se. Pogrešaš mene. Nabira se in Čudovito. sovražim vročino in vžigalice, sovražim ogenj in Moja hčerka. hočem zažgati svojega očeta in ne pogrešam svoje mame. Sanjaš o svoji mami, sanjaš o meni. Moja punčka. Kaj se nabira? Moja deklica. Zdim se ti seksi. Led. Nove snežne plasti vsako leto prekrijejo in zbijajo prejšnje. Omamna. Všeč so ti starejše ženske. Sanjaš o starejših ženskah. Všeč mi je vonj tvojega vratu. Teža prekritega snega tako močno pritiska na najnižje snežne plasti, da jih stisne v velike, debele ledene mase. Všeč mi je, kako ti lasje padajo po obrazu. In to, kako ti lasje padajo čez obraz, medtem ko ti poljubim vrat. Mati dečku pogladi lase z obraza. Povoha si roko. Ta kompresija povzroči, da sneg znova kristalizira. In vonj tvojih las. In vonj tvoj vonj. Med ponovno kristalizacijo se kristali spojijo in ustvarijo led. Led, ki je trši od skale. Led, ki spojeda skalo. Tvoje drobne prsi. Tvoje mlado telo. Tvoja drobna stegna. Ljudje mislijo, da se ledeniki talijo samo, kadar je vroče. A ledeniki se po malem talijo ves čas. Zaradi trenja. Hočem se ljubiti s tabo, ampak se ne bom. Hočem se ljubiti s tabo. Na mikroskopski ravni se ledeni delci drgnejo eno od drugega in ob podlago in se stopijo. Spolzijo mimo kot voda skozi prste in nato zmrznejo nazaj. Moja punčka. Moja punčka. Punčka moja. Kdaj se talijo tvoji ledeniki? Včasih, ko spiš, grem k tebi v sobo in te gledam. Včasih, ko spiš, grem k tebi v sobo in te gledam. Mati boža dečka. Včasih, ko spim. Včasih, ko spiš. Kaj se dogaja, ko spiš? Tako si lepa. Čudovito si. Čudovito. Mami, Ne spim več. Mati mu pritisne dlan čez usta. Ne smeš me soditi po tem, kar sem naredila. Čudovita si, ko spiš. Ko masa zbitega ledu doseže kritično debelino, postane tako težka, da se začne premikati. Ne smeš me soditi po tem, kar sem skoraj naredila. In ne smeš me soditi po tem, česar nisem. Tako si odrasla. Kot tvoj oče, kot sodijo tvojega očeta, Tako se premikajo ledeniki. kot sodijo mene, ker me ni bilo zraven. Kdaj se ledeniki premikajo? Mati boža dečka. Včasih, ko spiš, Take stvari se dogajajo in ti rasujejo življenje. Naslednji dan, ko je mami odšla, je očka grem k tebi v sobo in se ljubim s tabo. Nikoli ni kriv samo eden. Odrasla si. Kadar ostaneva sama, imava že od malega isto rutino. Nedolžen si. Potem se sestaviš. Po noči prespim v njuni postelji, da nisva tako sama. Moja punčka je odrasla. Mati zatipa dečkovo erekcijo. Nadaljujem. deček prikima. Ne maram, da se me ljudje dotikajo. Rad se dotikam. Naslednje jutro se očka smeji. Bojim se.
mi naredi zajtrk, mi pripravi torbo, mi spremi v šolo. Deček umakne materino roko svojih ust. Ne boj se. Vsak dan mi da 5 evrov. Ponosen sem na svojo punčko. Moja punčka. Moja punčka. Očetu pride. Mati ga poljubi. Rada bi bila ledenik. Nihče se mi ne bi mogel dotakniti. Žal mi je. Preden si prišla, sem strmela v prazno stran po tedne, po mesece. Preden sem začela pisati o tebi, nisem napisala ničesar, samo sovražila sem se. Sovraštvo je sedelo v mojem grlu kot žaba, mimo katere ni mogel noben zvok. Pred tabo sem mislila, da me je poezija zapustila. Preden sem prišla, se nisem premaknila že mesece. Sedela sem tam, grmela v zid. Preden sem govorila s tabo, sem bila tiho že tedne. Z nikomer nisem spregovorila besede. Pred tabo sem mislila, da se mi bodo čez oči prepredle pajčevine. Ne želim si ničesar. Ne hrepenim po ničemer. Bilo bi pa lepo. Lepo bi bilo, če ne bi obstajala. Oziroma, če že obstajam, da ne bi bila jaz. Lahko bi bila skala. Nepremična, močna, neranljiva. Lahko bi bila luna. Hladna, oddaljena, neranljiva. Lahko bi bila diamant. Popolna, nečuteča, neranljiva. Rada bi bila ledenik. To moram dodati na seznam. Kakšen seznam? Delam si seznam razlogov, zakaj zjutraj vstati. Razlogov, zakaj se premakniti. Razlogov, zakaj živeti. Zakonska spalnica. Oče na postelji lista družinski album fotografij. Otroštvo dvojčkov. Dečkova soba. Mati in deček na postelji fukata. Dekličina soba. Dekličina zapuščena soba, polna pajčevin in prahu. Deklica in avtorica sediva na tleh, ena nasproti druge. Prinesla sem vžigalice. Kaj bo vžigalica? Če jih dovolj dolgo prižigava, bova morda našli svoje hrepenenje. Deklici ponudim vžigalico. Deklica prižge vžigalico in se zastrmi v plamen. Kaj vidiš? Kako si lep. Kako je nedolžna. Lepo je. Vžigalica ugasne. Ničesar ne vidim. Zakaj ničesar ne vidim? Ti probaj. Vzamem novo vžigalico, prižgem jo, gledam v plamen. Vžigalica ugasne. Kaj vidiš? Vidim temo. Prižgi luč, hočem te videti. Deček prižge luč. Deklica vzame še eno vžigalico in jo prižge. Vžigalica ugasne in nobena od naju ne vidi ničesar, razen teme in pajčevin. Prižge še eno in še eno. Pogledam jo, pogleda me. Najine oči predajo pajčevine. Smešno je, ker nočem videti. Nočem videti ničesar, nočem hrepeneti. Hočem te. Ampak zakaj ne morem? Bila je tako nedolžna. Prižgem vžigalico, gledam v ogenj in vidim temo. Hočem Ne morem. stran. Kdaj so nam vzeli sanje? Je sploh že imela 10 let? Kaj praviš? Že odkar pomnim, je nekaj narobe z mano. Tako odrasla je že odkar pomni. Prižgem vžigalico. Nekaj je narobe z mojimi željami. Nič. Prižgem vžigalico. Kot deklica sem brala mamine romane o škotskih plemičih, ki ugrabljajo nedolžna dekleta. Hočem te.
Prižgemo žigalico. V 4. razredu sem sošolkam lagala, da sanjamo o seksu. Ja. Prižgemo žigalico. V 2. razredu me je skupina sošolcev stisnila v kot učilnice in Ne. ne morem prižgati vžigalice pred vsemi. Ja, to je moj fant. Deklica prižge vžigalico. Ja. Mogoče sem zagorela prezgodaj. Se ti zdi mlada? Ja. Mogoče sem dogorela. Se ti zdi lepa? Ja. Mogoče zato ne vidim ničesar več. Nikoli ni bila odrasla. Nič ni narobe s tabo. Me hočeš? Ne. Deklica prižge vžigalico. Kaj? Oh, ne, kruti svet je kriv, da sem zmrznila. Pogrešam njeno nedolžnost. Deklica se zasmeji. Prižge vžigalico. Te. Skupaj v temi čakava, da vžigalica dogori. Hočem te. Smejim se z njo. Nobene od naju ne zna več sanjati. Se ti zdi boljša? Kriv sem. Kot? Nič. Se ti zdi najboljša? Jutri je v sanjah izgledal drugače. Oče zapre družinski album. Ja. Kakšnih sanjah? Kriv sem. Kakšen jutri? Ja. Punčka moja, deklica moja, hči moja, angel moj. Prižgemo žigalico. To je moj fant. Deklica prižge vžigalico. Končalka. Danes so dovoljene sanje. Je bilo prvič? Zate? Ja. Dvojni plamen, nobenega ognja. Ti je bilo lepo? Jutri je nov dan. Ja. Odreši me. Odreši me. Ne vidim ničesar razen nedokončanega teksta. Mati poljubi dečka na čelo. Ne vidim ničesar razen vseobsegajoče teme. Deček zmrzne. Ne vidim ničesar razen dekličinih, gromozanskih, ledeno-modrih oči Mati odide. in svojega odseva v njih. Oče si odpne kavbojke. Deček joka. Kaj vidi deklica, ne vem. Zakonska spalnica. Na postelji oče z odpetimi hlačami. Vstopi mati z razmršenimi lasmi. Leže poleg očeta. Kot da je to edini svet, v katerem sta kdaj obstajala. Mati zleze na očetovo stran postelje. En drugega se dotikata previdno, obotavljajoče kot dva najstnika. Dekličina soba. Morda nikoli ni bilo drugega kot dekličina soba. Morda avtoričina delovna soba nikoli ni obstajala. Deklica in avtorica si sediva nasproti. Eno za drugo prižigava vžigalice. Okrog naju kup ogorkov. Odprejo se vrata, zaprta vrata. V sobo posije meglena bela svetloba. Naju ne doseže. Midve ostajava v temi. V svetlobi med vrati silhueta. Zdrzneva se. Želiva se skriti v sence. V sobo vstopi deček. Deklici odleže. Umaknem se v didaskalijo. Kora, tukaj si. Tukaj sem, Adam. Zmrznila boš. Morala bi... Kaj reč? Odpret usta. Zakaj sediš v temi? Morala bi... Se premakniti, kaj narediti. Vse ničesar ne vidiš. Morala bi reči ne. Vidim tamo. Deček pogleda deklico in jo vidi. Kje si bila danes? Deklica me pogleda. Pri njej. Deček me pogleda. Kdo je ona? Ona je moja. Ne moreš živeti v temi. Morala bi prižgati luč. Morala bi. Morala bi prižgati ogenj. Morala bi goreti. Vse bi moralo goreti. Vse bo gorelo. Vse se razkraja. Vse je eno samo pogorišče. Adam? Ti vidiš?
Kako se bo končal svet? Takole pride konec sveta. V ognju S pokom. ali v ledu? Vse je razkrojeno. Deček prižge vžigalico. Vžigalica mi opeče prste. Dvakrat bo propadel svet. Naj zgori. Hlad sovraštva, Naj zmrzne. poželenja, slast. Deklica sedi v temni sobi. Morali bi zmrzniti, deklica. Prinesla sem vžigalice. Prinesel bom bencin. Prižgala bom vžigalico. Zgorela bom. Nisem ledenik. Sem plinska bomba. Zdaj. Eksplozija. Kora, Adam. Gorim. Adam, Vse je razkrojeno. Kora. moja punčka, kje sem? Dramska forma. Dramski liki. Kje si? Moje telo. Jaz. Deklica z vžigalicami. led, Zmrznjena. Vse je odkopano. Mami? Ogenj. Drobovje. Zgodovina. Travme. Očka. Jaz ledvica, zmrznila sem. Gorim. Ogen. Gorim. 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 gorim, Gorim. 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 gorim, Gorim. 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 gorim, Gorim. gorim. Ivar Šrc-Loser, Kako se smeji papež? Pred davnimi časi, na prelomu 16. in 17. stoletja, se je v naših krajih menda zgodil čudež. Rodila se je namreč hčerka Ivane D., ki naj bi bila brezmadežno spočeta. Da ta deklica, ki menda celo ni bila neumna, časopisom ne bi izdala imena svojega očeta, so jo duhovniki spremenili v svetnico. Vzpostavili so jo kot živo relikvijo, kar je po njihovem ljudstvo v teh kriznih časih res potrebovalo, da se je malo distanciralo od protestantizma. Ko je deklica odrasla in postala dekle, si je zaželela napeljavo, ki bi do njene sobe dovajala vino, čeprav je bilo le to že več desetletij prepovedano. Duhovniki so jo to seveda omogočili. Ves ta čas je ljudstvo, ki je prebivalo v mestu in okolici mesta, in potem takem tudi vso ljudstvo, ki ni bilo del odlevičega razreda rimokatoliške cerkve, stradalo in trpelo v pomanjkanju. Ko prizorom maše in podzemnega vinovoda dodamo še vlogo fantiča, ki v fontano v upanju na srečo meče kovance, ter podobo sestradanih meščanov, ki jedo ostanke rozin iz potice, in podobo svetničinega pijanega pisma, se vse to res druži v nič drugega kot en velik čudež. Ivar Šrc-Loser ta kolaž prizorov začini z okusno mero cinizma in jim doda še nekaj plasti pomenov. Tekst Kako se smeji papež je zaradi svojega satiričnega tona nadvse zabaven, a hkrati ne pozabi na aktualne družbene probleme. Ivar Šrc-Loser, Kako se smeji papež. Na prelomu 16. in 17. stoletja je Ivana D. rodila deklico. To se je zgodilo že večkrat v zgodovini. Ko so Ivano vprašali, s kom je legla, je duhovnik rekel, da z nikomer. To se ni zgodilo velikokrat.
Deklica, hčerka Ivane D. je odraščala in ni bila neumna. To se je zgodilo že večkrat. S svojimi zelenimi očmi pod gosto črno obrvjo pod ploskim čelom je pogledala v duhovnikove zelene oči pod gosto sivo obrvjo pod nagubanim ploskim čelom in vprašala, če je mogoče, da vstopi v postopek kanonizacije, torej proglasitve za svetnico, ali vsaj beatifikacije, torej proglasitve za blaženo. Odgovoril ji je, da to seveda ni mogoče. Ona je vprašala, če je mogoče, da časopisu izpove, kdo je njen oče. On ji je odgovoril, da je kanonizacija ali vsaj beatifikacija seveda mogoča. Po pospešenem postopku je postala božja služabnica. Iz te napredovala v častitljivo božjo služabnico, nato v blaženo, ker pa je cerkev do tedaj že vedela, kako se je končala zgodba nekoč tako iz zraka rojenega otroka, aka Jezus, je naziv blažene, ki deluje lokalno, hitro postal svetniški, ki razmišlja globalno. In kot se svetnikom rado zgodi, je svetnica tekom življenja po spletu naključij povzročila čudež. Kljub pomembni vlogi pri oblikovanju slovenske kulture je bila njena zgodba dolgo zamolčana. Verjetno zato, ker je šlo za žensko, četudi je že davni Dalaj Lama napovedal, da bo njegov naslednik ženska. To je glavni trg, javni prostor. Tukaj se zbira ljudstvo. Tu sredi trga je fontana, točno tu. Primer osnovnega bazena meri 8 metrov, ajde 9 na dober dan. Siv kamen, zloščen, gladen. In na robu fontane sedi fant, tukaj. Fant jemlje kovance iz platnenega mošnjička, ker veganskega usnja na tej točki zgodovine še ni, in jih meče čez hrbet v fontano. Cerkveni zvonovi zazvonijo. Danes ima svetnica 34. god. Vemo, koga je že prešišala v letih, v čudežih še ne. Zaenkrat. Ljudje se zbirajo na trgu, njej v čast. V laseh imajo zataknjeno cvetje. Fontano krasijo s pisanimi trakovi. Pleh banda godi, smejijo se, plešejo. Skoraj kot takrat pred sprejetjem zakona o vinih. Potem pa pozidave vinskih področji, zasebne lastnine, preprečevanje javnega dostopa. In tako zdaj že cele generacije niso videle vina. Umirajo še zadnji pričevalci. Jasno, to je pustilo velik davek na zdravstvo. Slabokrvnost, srca in ožilja so se razširile kot požar. Ulice so potihnile. Vse manj ljudi je zaupalo svojim pevskim sposobnostim. A danes ne. O ne. Na 34. god svetnice se ga žura. Da si ravno 0-0. Čau, ljudje moji, kako smo? Dobro! Kako? Dobro! Ne čujem dobro? Dobro! Izjemno, ljudje moji. Danes je dan, da se smejimo. Danes je dan, da se kaj? Smejimo! Kaj? Smejimo! Vidim, da ste z mano ekipa norci, sami norci. Kdo je norec? Jaz! Ali dajmo biti malo kolektivni, a? Kdo je norec? Mi! Tukaj smo, da se smejimo! Eto, zdaj pa bomo vsi skupaj, naučili novega plesnega giba. Ste za? Ja! Odlično. Nova slika četvorke, gotovo jo še ne poznate. Vam bo pa všeč, ker tukaj smo zato, da se smejimo! Fanti in dekleta, stopite v pare. Tako. Postavite se drug nasproti drugega. Odlično. Zdaj pa zahteven del. Dekleta, položite desno roko na fantov levi bok. Tako. Pa levo roko na fantov desni bok. Smo? Ja! Pazite rokice, da vam ne zlezejo kam niže. Fantje, zdaj pa vi. Desno roko v zrak. Pa levo roko v zrak. In so vas razorožile. Predali ste se.
Sploh ne morem, kakšna je dobra fora! Da se Medtem v cerkvi. Najsvetejši so se zbrali njej na čast. Svetnica stoji za oltarjem z zlato kupo pred sabo. Ostali duhovniki, škofje, bratje sedijo v klopeh. Imajo sklenjene roke. Večina jih gleda navzdol, nekateri imajo poglede zazrte navzgor v nebo, v strop in angelske riti. Svetnica iz vrčka prelije vino v čašo. Mašo se grejo. Kdor spregovori, mora piti. Tiha Maša je bila sploh zelo priljubljena igra tiste čase. Nenehno pijejo. Pijejo, ves čas pijejo in bolj malo molčijo, zato pa pijejo. Oj, kako si? Sorry, ker ti pisam v teh uri, ampak sem ti hotla za nekaj časa pisati, pa si nisem upala ali ne vem kaj. Zavedam se, da sem pijana, ampak vem tu si, da se že ful časa razmislim o tem. Rada prezivljam čas stavok, ce si za. Lahko se kaj vidi mi. Pika. Tudi če si samo za seks je meni dobro. Klicaj. Zrmi si cas. Ne rabiš takoj opisati, a sem mislila, da ti moram to povedati. To je to kmlgrtanac. Pa ne cud pritiska, ker sem svetnica. Pika valjda, če si zase lahko zmenilo, da ti lahko kaj pri fotru zrihtam. Tvoja svetnica samozaposlena v cerkvi plačana, da pije vino, otrok božji, ženski Dalaj Lama. Plus 386 0 7 0 6 6 6 6 6 6, tvoja pika svetnica 91@hotmail.com. Spremna beseda. Marsikdo, ki je videl to pismo, je pomislil, mar bi ne bilo bolje ohraniti svetnice odmaknjene iz dogajanja. Bi ne bilo mar bolje, da ona sama, prvoosebno resnična, ostane zavita v 7 tančic skrivnosti. Neredki so celo podvomili o avtentičnosti pisma, o blasfemijah. Nekateri so ji podtaknili provokatorstvo, o herezijah. Seveda lahko sklepamo, da so svetničine roke pisale in ustnice govorile tudi druge reči, a ohranjeno je vendarle to pismo in relikvija je relikvija. Njeno mesto pa nikjer drugje kot na pozlačenem pladnju pod aktualno papeževo podobo. Mlad fant. Mlad fant sedi na robu fontane, Na trgu. še vedno in še kar. Iz mošnjička v svojem naročju vzame kovanec. Zavrti ga med prsti in ga pogleda z vseh strani. Ugrizne van, kot je videl olimpijske zmagovalce počenjati. Fant se obrne s hrbtom proti fontani in v lepem loku čez hrbet vrže kovanec. Pljusk. In vrže fant drugi kovanec. Pljusk. Slišal je, da to prinaša srečo. Tretji kovanec.
pljusk, da se tako uresniči želja. Pljusk, 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 pljusk. So zaplavali kovanci po nebu in fontana jih je lovila v svojo vodo. Bila je lačna kovancev, ker je v svetu vladala inflacija. Tako, sedaj grem nazaj delat, da si prislužim novih kovancev. Zaželela sem si vina. Ne vem, kako mi je prišlo na misel. Zaželela sem si ga. Morda le za tega del, ker sem vedela, da niti kruha ni, kaj šele vina. Človek je v sami razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Škof me je pogledal z velikim, plakim pogledom in ni odgovoril. Pusta in zlovoljna, brez besede in pozdrava sem se vrnila v sobo, da bi končala priročnik Kako prinesti karmo na okolju v 30 dneh. Začutila sem tihe korake na stopnicah. Prišel je škof. Stopal je počasi in varno. V roke je nesel kupico vina. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bil tako lep, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca naravnost škofu v oči. Večje so bile in čistejše. Vsa nebeška luč je odsevala iz njih. Vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Jaz pa sem se ozrla in sem rekla z zlobnim glasom. Pustite me na miru, ne maram zdaj. Ni še bil na vrhu stopnic, videla sem ga samo do pasu. Ko je slišal moje besede, se mi ganil. Le roka, ki je držala kupico, se je tresla. Gledal me je prestrašen. Luč v očeh je umirala. Obrnil se je in stopil korak nazaj. Spustil se je po stopnicah, pa sem rekla. Dajte, škof, saj maram. Zopet je spremenil smer in začel stopati proti meni, pa sem rekla. Ne maram. In se je obrnil in začel spuščati navzdol. Maram. Nazaj gor. Ne maram. Nazaj dol. Maram. Gor. Ne maram. Dol. Maram. In popustila sem, ker sem bila žejna. Molimo, bonum vinum laetici fat cor hominis, homo homini lupus aime menus vinus drincus, per cometere sbitus ante focus, vade mecum, bellicus mundus pape vae puto Deus Pio, exempli gratia ave Krishna, io Niculus et Nicadus Dartius Ilipianus me cistos cosusus isoculus amore et fontanus, gaudeamus igitur vene vidi viciur, uscus under lupus scopus under cupus, iolo etus carpe diem viditus igitus, in vino veritas in scarpe agida. Amen, etc. Na tej točki si svetnica, tokrat v vlogo romantiziranega alkoholika prevzema ženska, zaželi osebni vinovod. To je bila težava, izziv, ker bi moral vinovod ostati popolnoma skrit pred očmi ljudstva, ki do vina niso imeli dostopa. Jevat ga, svetnica so. Lotili so se gradnji. Priprave načrtov so stekle hitro. Poleg tega, hvala škofu, ni bilo potrebno čakati na pridobivanje dovoljenj. Vinovod je bil speljan. Pod trgom mesta so se raztezale cevi, ki so do svetničine sobe namesto vode dovajale vino. Svetnica je odprla pipco in bilo je vino. Bila je ona jedna velika gospođa. Da. A bila je i heroj. Nema dileme. A čak se može i reći da je bila nacionalna ikona. No, na tem mestu je vredno omeniti, da si pravice za svetnico jemljajo tudi Hrvati. Ali ponekad se pitam, pa zašto uopće imamo svetice i svece? Mogu vam odgovoriti, učio sam. Čovečanstvo je kroz povijest uvijek vjerovalo u bogove. Baš je bilo mnogo tih bogova. I onda su se ljudi teško navikli samo na jednog boga, čak i ako su u njemu zapravo 3. Ali svetica i svetac, kao čovjek, ipak malo poseban, stvaraju most, znate, hidak, između nas i
I tako se svatac rađa. I tako rađa svetica. Gospod, naša svetnica. Kaj z njo? Grozovita reč se je pripetila. O, katera reč? Izgubila jo je. Kdo? Svetnica jo je izgubila. Koga? Saj veš. Kaj? Nima več tistih dni. Ako razmišlja, da bi se upokojila? Perila nima. Ki ga bomo oprali in zlikali. Ne, nima tistih dni, ko ženska ni sposobna voliti in je nezmožna racionalne presoje in je ves čas tečna. To praviš ti. Nima mesečnega obiska. Čigavega? Tete. Katere? Iz Amerike. Tam nima sorodnikov. Tete skrvalca. Tam ni stalnih prebivalcev. Fešte nima. Kaj bi pa praznovala? Partizani so prišli. O čem ti govoriš? Evina kazen. Ta rdeča. Ne ta bela. Opravičilo za športno vzgojo. Skrbnina. Menzes. Edini dokaz ženskosti. Pičkin golaž. Ej, zdaj pa dovolj. Prav, nima. Ni dobila. Joj, v redu. Ni dobila, pač. Evo, ta mesec ni dobila solz maternice. To je trg. Že poznamo. Javni prostor, zbiranje ljudstva. Evo, tu na sredi trga je fontana. Primer osnovnega bazena 8 metrov, 9 na dober dan, siv kamen, zloščen, gladek. Na robu fontane fant iz mošnjička jemlje kovance in jih meče čez hrbet v vodo. Vztrajno. Zgodilo se je. Cevi vinovoda niso zdržale. Morda niso bile opravljene ustrezne meritve pritiska ali pretoka. Na trgu se nekaj spremeni. Pride gospa, pride gospod. So se fantu uresničile želje? Okoli fontane se začne zbirati ljudstvo. Voda, ki se pretaka iz enega bazenčka v drugega, ni več tako kristalno čista. To, kar teče, ne izgleda kot voda. In nima vonja, kakršnega ima voda. In nima okusa, kakršnega ima voda. Bolj je podobno tistemu, o čemer so slišali starke in starčke govoriti, o tem, kako je nekdaj kmečki stan za delo na polju vodi dodajal neko tekočino, da bi izboljšal njen okus. To, kar teče, je vino. Bevanda. A vendarle čudež. Vino. Svetnica, ki je pipca v sobi presahnila, potem, ko je vinovod počil, se primaja do fontane. Gleda in vidi, posluša in sliši, kaj se je zgodilo. Čudež, vzklikajo ljudje. Vino, plešejo, se smejijo, pijejo. Svetnica se vleže v rob fontane, zajame kupico in jo še zadnjič dvigne v zrak. En hribček bom kupil, bom trte sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. Sladkovince biti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, svoje žive dni. Brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Zastor, aplavz, Odjano Špica in podobno. Svetica je bila po čudežu razglašena za svetnico drugič, tokrat strani ljudstva, in bila uvrščena na seznam List of Folk Saints by Country, ki je dostopen na prosti spletni enciklopediji. Konec.
10 minut pauze, potem pa pogovor. Čestitke in vedno po pozdravljenju, Iva in Manca. Jaka nas je to moral zapustiti. Z mano pogovor naredila Ura Karja Polak. In zdi se mi, da mogoče lahko začnemo da splošno opasko in občutkom, da gre pri vseh treh tekstih za vprašanje medčloveških odnosov, za iskanje nekega pristnega stika, ali pa so te odnosi popolnoma izpraznjeni, patološki. Iva, ti pravzaprav vzameš neko drugo situacijo, se pravi nekega delovanja v družbi, ampak na nek zelo satiričen, zrepanski način, se pravi, kot da bi to neko družbeno delovanje, ta nek spopad med posameznikom in družbo, bil danes pase, to, kar smo gledali pri vaših predhodnikih, če še vi bodo, se zelo veliko s tem ukvarjali. Se mi zdi, da za vašo generacijo pravzaprav so te stvari malo pase in da so te medčloveški odnosi, ta neka intima, veliko vprašanje. Se mi zdi, da mogoče, ne toliko, da je pase, ampak bolj, da smo tako zelo prezasičeni s tem, da je to malo preveč dnevna realnost, da bi se jaz osebno hotela pisati o tem. In ja, se raje ukvarjam z nekimi intimnimi odnosi, ki se mi zdi, da lahko veliko povejo tudi brez direktne konfrontacije. Ja, bi se strinjala na nek način, ker tudi, mislim, da tudi, ko gre za neke družbene odnose, pa odnos med bodisi posameznikom, bodisi skupino ljudmi in družbo, nekim vladajočim principom delovanja, tudi ti odnosi so na nek način zvedljivi na osebno raven. In nenazadnje tudi ta osebna raven, mislim, da je ključna pri kreiranju teh odnosov in zaradi tega tudi jaz vzamem sicer to neko socialno situacijo, družbeno, jo pa v resnici obdelujem precej na način, kako bi se kregale dve osebi. Se zmestrinjam. Ja, Iva, za razliko od ostalih dveh tekstov se meni zdi, da tvoj ni toliko eksplicitno tematsko, generacijsko zaznamovan. Med drugim se sicer ukvarja z versko zaslepljenostjo, ki pa danes mogoče ni več toliko množično prisotna, kot pa je bila včasih. In zanimam se, na kakšen način se ti zdi, da je slepota množice ali pa posameznika prisotna danes, pa kako je s tem v mlajši generaciji? Jaz sem si tukaj to rimokatoliško cerkev vzela ne, da bi zdaj kritizirala njo direktno, ampak bolj kot en poznan princip, ki nam je pa vseeno toliko daljen, da do njega lahko pristopamo z določeno mero distance. In gre pa tukaj, ja, mislim, ta enačaj za vsako vladajočo skupino in vladajočo strojo, ki je lahko danes, ne vem, ne vem, še zdaj neke politične analize, ampak mislim, da je lahko od vlade, od nekega političnega sistema do, ne vem, zdaj ta korona, ki je vzpostavila neka nova pravila obnašanja in vsakič, ko se vzpostavi neka vlada, nek vladajoči razred, mora biti neka kontra. In se mi zdi, da tukaj nastopa ta svetnica, ki pa ne nastopa kot neka aktivistka, ampak v resnici zato, ker je vsega zadosti in se ji zdi zabavno, da bi postala svetnica.
In tudi tukaj mogoče ta, upam da, moment neke mlade generacije, ki je na nek način mogoče zgubljamo upanje za nekim sistemsko spremembo in zaradi tega je malo ta lepa beseda, piše memoritičnost. Se pravi, da bolj iz nekega, pa ipak mi vseeno, no, pa bom nekaj naredil. Kaj pa, ko že govorimo o tej moči pa o cerkvi, ne? Pa ena stran se mi je zdela je ta svetnica, ne, ki z vsemi manipulira, tako zelo spretno na nek način smeši to moč. Oni so pa ta množica, ne, ki pa zgleda, da je popolnoma zmanipulirana, iz vseh strani, ne. Vzamejo vino, oni so bogi, nič ni v njih, ampak ni nekega upora, potem dobijo vino, poglasijo z njo za svetnico, a smo res toliko naivni. Ne, ne da se nam. Mislim, tudi oni ga ni, če popolnoma razume situacijo, ampak je pač ne da se. Je bolj udobno, ne? Ja. Ja, ko si že prej rekla, ta COVID situacija, to morgano, skoj. Kaj pa vprašanje žensk in njihovega položaja? Opet pravzaprav imata zelo močno prisotno pravzaprav neko zavest v tem, da so ne ženske zatirane, ampak da je pravzaprav na ženskah se na nek način lomijo neka moška sila ali pa kako bi rekel neke čudne želje in potrebe. Kako bi bil to zdaj? Mislim, se mi zdi, da nekako so te ženske zgodbe, ki so pač meni blizu in zato nekako, ja, se tudi v tem tekstu seveda s tem ukvarjam. In ja, ne vem, kaj zdaj povedati pametnega o tem, no. Samo da, ja, se strinjam, da se na ženskah lomijo sile, ne vem. Mislim, da je lahko ženska, neka odločitev že to, da se odločiš za ženski lik, je gotovo odločitev z nekim argumentom, z nekim konceptom. Glede na to, da je še vedno manj tekstov ženskimi glavnimi ali pa pomembnimi liki kot moški. Se mi zdi pa, da ženska ni nujno samo predstavnica ženskega spola, ampak tudi predstavnica različnih marginaliziranih skupin. Ali pa različnih skupin, ki imajo manj glasu in si rabijo posebej priboriti ta prostor za povedati svoje mnenje. Manca to tekst je v bistvu izrazito metajezikovnim citatom, poleg tega je pa tudi kategorija časa in dogajanja zanimiva. Pa me v bistvu se zanima, kako je potekal proces pisanja in snovanja tekstov. Ja, ta tekst sem razvijala na faksu s profesorico Želino Bičevsko in tudi Evo Mahkovic in seveda s šolkami. In tako sem pač, ja, kot se tekst v izhodišču začne, bila prisiljena napisati ta tekst. In kar v bistvu pomeni, da sem ga morala nositi s sabo kar nekaj časa, kar nekaj mesecev sem se prepletala te teme. Potem pa v bistvu, mogoče zaradi rokov, mogoče iz kakega drugega razloga, se je tekst sestavil v 24 urah. V 24 urah, med katerimi nisem vstala iz računalnika in sem samo spravila vse iz sebe na papir. Dobro, potem seveda so bili, sem popravljala in tako naprej, ampak ja, nekako celota teksta je prišla ven v 24 urah, kar se mi zdi, da daje tekstu neko enovitost v vsej
tematski in drugi razpršenosti in fragmentarnosti. No. Se mi zdi, da jo manj. Ja, meni se pa zdi, da zanimivo to, da ta fragmentarnost, simultanost dogajanja, ki jo uporabljaš, da zelo dobro peleš k nekemu spoznanju o tem, kakšni so te odnosi med člani te družine, kako so patološki in v bistvu kako ta patologija vedno bolj poglablja. To, kar je mene na nek način pri obeh fasciniralo, je to, da uporabljate, oziroma pri vseh treh pravzaprav, da zelo uporabljate različne pristope, od nekega klasičnega dialoga do mešanja z nekimi eseističnimi pasusi, predtem z tem postdramskim načinom nekega fragmentarnosti. Kako pravzaprav sploh ta forma sreča si jo vzamete za naprej ali na nek način, ko razvijate samo temo, pride na proti? Tukaj, ja, je začetna stvar. Tukaj pri tem tekstu specifično je to prišlo pravzaprav skozi to, da je bil tekst v bistvu, ja, delan skozi vaje, skozi posamezne delčke, ki so pač, ja, bili si zelo različni po obliki, formatu, vsebini konec koncev in so se potem sestavili v nek tak, ja, mozaik, zelo fragmentaren. Ampak se mi zdi, da potem to je pa, ja, prišlo s temo, ta fragmentiranost, sama forma v bistvu se mi zdi, da podpira vsebino, zaradi tega, ker ustvarja nek, ja, že sama forma je degradirana, tako kot so degradirani vsi te odnosi, in potem pač na koncu popolnoma razpade. Tako da to je šlo zelo lepo usporedno, no, tukaj se mi zdi. Ja, meni je forma tudi prišla tekom procesa, ker najprej sem imela to prvo, da se ta odločila konca, da bo svetnica, in potem, ker nisem mogla nadaljevati, da je zdaj dialog, ali lahko postane svetnica, ne. Je iz tega sem začela podpisati te koščke, kaj se lahko zgodi, okoli te svetnice in v tej tematski navezavi in ta nek sproščeni slog, ker sem se pa, to sem glih končala diplomski študij, sem se počutila odprto in sproščeno. In se mi pa zdi super, da je ta sproščenost v strukturi, da pridoda glih k tej vehementnosti, no, tudi lika. No, za obe v bistvu vsi trije teksti se dotikajo tabuiziranih tem, pač od spolnih zlorab znotraj družin do dvomov v vero oziroma verske institucije in samomoru in tako naprej. Kako v bistvu mislite, da slovenska drama obravnava tabuizirane teme? So tabuji še vedno podobni kot v preteklosti ali so danes drugačni? Pa kateri tabuji so danes prisotni v našem gledališkem prostoru? Ja, jaz mislim, da je še vedno priljubljena te tabuji, sploh kakaj družinski. Ne v smislu, da se zdi, da smo skloni tej obravnavi tragičnih zgodb, ki jih povzročijo bodisi posamezniki z nekimi divjatimi obnašanji ali pa neki odnosi, ki niso ta pravi v družbi, no. Ja, morda pa na kateri ravni, jaz mislim, da je neka družinska tematika še vedno precej prisotna, no. Ja, bi se kar se zelo strinjala, da so te neki neprimerni družinski odnosi zelo popularen tabu za obravnavo, pogledajte repertoarje, vse v bistvu. Tako da, ja, to imamo radi, očitno ali kaj. Ja, ampak se mi zdi, da prav pri tvojem tekstu, pri zamazovanju, je na koncu to nek zelo intimen tekst. Zanimivo je, da je vse skupaj postavljeno v okvir pogovora med avtorico in deklico. Pri čemer ta avtorica
kar nekaj podobnosti s tamo, ker pač ne poznam, ne, ampak vendarle to, ne, ona ima nalogo to napisati, ne, na nek način to in ne steče in potem pač dobi to deklico, ker je nek eksploživni moment. Ta podvojitev, to je bilo dejansko nek način, da se je začela pisati. So te neki avtobiografski elementi, ta star rek, piši to, kar poznaš, pišem o tem, kar mi je blizu. Tako da definitivno ne, sem izhajala iz sebe na začetku in so neki avtobiografski elementi, ki najprej spet so mi pomagali vstopati v tekst, da sem pač začela pisati. Ampak potem sem se pa v bistvu prepletli v celoto teksta in kot grozen se počutim, ko samo sebe citiram, ampak pač nekaj v tekstu sem napisala, da ko avtorica koplje po deklici, odkopava samo sebe in to v bistvu je bil nek izhodiščni princip tega teksta. Kaj pa, kad pišeš satiro oziroma neko tako grotesko, a je tam pravzaprav distanca do teme večja, a gre za nek izraz svobode ali pišnjo govoritnost? Meni osebno mislim, da mi je ljubše, da ne gre toliko za to distanco, kot je ponavadi se govori o komičnih žanrih, o satirijo, sedaj imamo distanco in se lahko smejimo. Ni nujno pomembna ta distanca, vsaj pri meni, kako se počutim, ampak bolj to, da neko tematiko znam vehementno izsproščeno in se iz vsega upam zafrkavati. Ampak to ne pomeni, da imam distanco, niti ne pomeni, da vem nekaj več o tej temi ali pa več od ljudstva, več od bralcev potencialnih, ampak samo, da se upaš sprostiti in mislim, in v tem je mogoče sploh ni tale tekst nič revolucionaren, ampak nek pogum v smislu, da tudi če so vmes neke bedarije zapisane in pa za nekatere so ne faktično točne, ne idejno, da ne sovpadajo s tabo, ampak ta miks vseh stvari nametanih, mislim, da ustvarja tudi neko potencialno pogumno odločitev in potezo. Prav gotovo, morda zdaj čas, da vržemo žogico v publiko in preverimo, če se vam že kakšne misli, kakšne vprašanja porajajo. Tišina, ki morda pa čez nekaj časa. Ja? Izvoli. Sem se hotel vprašati, zdaj vi ste to pisali v sklopu študijskega procesa, ne bi pa koliko ste že diplomirali? Jaz sem to pisala na novih branjih, ne v sklopu novih branjih. Sem fenica, sem tam že gledala. Pa me zanima, imate že kaj dogovorjene za kakšne prizoritve, ali pa če se mogoče na akademiji, zdaj bo pa na akademiji vrtnem žogcu, dogovarja o tem, da bi vendarle besedila, ki nastanejo v sklopu diplomske naloge, bila uprizorjena zares tudi na akademiji. Ja, do mene ni pa še nobeno povabilo. Mogoče. Jaz vem, ne vem, ampak kakor jaz ni nič uradno, se nič ne meni. Je bil pa moj tekst lani, ker je profesorica Merčevska v bistvu spodbujala to nove bil lani uprizorjen na Borštnikovem srečanju, pa so študenti uprizorili. Ja. Lansko leto so koliko je bilo 4 tekste? Ja, 4 teksti. 4 avtorice, ki so sedeli na isto temo, ena je tudi nominirana za Grumovo nagrado,
so v bistvu so imeli pač uprizoritev v okviru festivala Bošnikovo srečanje, kar je bila iniciativa z strani akademije, se pravi z profesorice Mirčevske, tako da te oblike razvijamo, vprašanje pa, koliko lahko razvijamo, smo se že malo tudi pogovarjali na akademiji, na kakšen način bi to lahko razvijali. Res je pa, da imamo še približno 1 leto delujoče nove prostore, prej sploh nismo imeli možnosti, da bi uprizarjali, za kjer se je pa izkazali, da so tudi premehni že, ne glede na to, da imamo novo stavbo, ampak zdaj se bo še razpada ta možnost, pa mislim, da jo bo super izrabiti in da verjetno bo gotovo prišlo ne samo do branih uprizoritev, ampak tudi do uprizoritev, tudi pač teh novih tekstov, ne samo študentov, ampak tudi študentov. Vprašanje pa je seveda, zato moramo imeti produkcijske pogoje, ki jih trenutno sploh nimamo, ker nimamo niti enega zaposlenega tehnika na akademiji, tako da, ampak jaz mislim, da se bo to hitro vzpostavilo. Gotovo je to želja že večkrat bila izrečena strani študentov, tudi strani prevedavateljev, profesorjev, predvsem je pa bistveno, se mi zdi, da prihaja sploh do stika in kreativne izmenjave oziroma kreativnega delovanja med študenti različnih smeri. Če imamo šele ne vem koliko let, ali da ti boš vedel, koliko let imamo dramsko pisanje, ne več kot 10 let. 13 let, če imamo poučevanje dramskega pisanja, prej smo bili edina akademija v Jugoslaviji bivši, ki ni imela dramskega pisanja, tako da jaz mislim, da se šele zdaj vzpostavljajo neki pogoji za to. Mislim pa, da je to zelo pomembno. Tudi sedaj tukaj vidim zelo veliko pomembnost po eni jasno te slovenske drame, ki ni bil prvi, se je že Ivan Mrak gojil na izjemno dobre brane uprizoritev, tudi sami nastopov in tako naprej, ker drugače tudi ni mogel prizarjati svojih iger. Tudi on je pokazal, kaj je možno. Mi vidimo, da je zdaj doživel 6-urno ali 5,5-urno uprizoritev, trilogije celo, ampak to z generacijo, ki je seveda generacija, ki je končala zelo pred kratkim, se pravi z novo generacijo. Mislim, da se bo to lahko odprlo, upajmo. Kaj če spomeni? Gotovo prej, že zdaj teče. Mi na primer Prešernove gledališče smo ravno začeli izvajati tretjo orkeate Svetolja Simonetija, pesem Tips Prošnja, tako da sodelovali z akademijo, kjer režiser Ivan Dovona dela to kot magistrsko nalogo, kateri zasedbe je naša igralka, pa študent. Kar se tega tiče. Smo zavrali. Super. Zdaj smo odprli eno temo, ki mogoče spet postavljeno vprašanje za vaju, neko dramski avtorci. Tekst napišeš, potem pa doživi bralno uprizoritev. Kakšen je občutek? In potem na oder. A je to nekaj čist drugega? Mislim, meni se zdi super videti nekaj, kar sem načeloma jaz napisala, ampak zaživi pač na odru v bralni ali pa v drugačni predviditvi čist drugač. Tako da se mi zdi, da je to zelo drugo in je zelo dragoceno, seveda, pač uprizoritev mi videti. Ja, zmeraj je super videti, kako je nekdo drug bral tekst, ker ti veš, pa so ti neke stvari najpomembnejše, pa najbolj ključne. Vsaki drugi osebi bralcu so druge stvari in je zanimivo, katere stvari izpostavi ali pa jih na drugačen način postavi, kot si ti zamislil. Ampak hkrati prav pri tem tekstu jaz sem vložila nekoliko truda tudi v to, da bi bil zanimiv tudi že pri samem branju. In se pravi, kar je več kot branje, je že nekako plus, no. Mi je pa že, vsaj upam, ali pa ciljala sem na to, da bi bila neka celovita, tudi na nek način bralna izkušnja ali pa uprizoritvena izkušnja, tudi že branje teksta. Mene pa v bistvu zanima novele tipa, se mi zdi, da se predvsem tvoj tekst, pa Jakin tekst, pa deloma tudi tvoj,
ukvarja z soočanjem recimo na neke mlajše generacije do neke starejše generacije. In v bistvu, recimo, ko pride do teh zlorab pri tvojem tekstu, so lahko v bistvu tudi metaforično pa simbolično brane kot nek vir travm, ki jih je starejša generacija v bistvu zapustila nam, pa me v bistvu zanima, če dojemamo starejšo generacijo kot vir problemov, s katerimi se soočamo danes. Težko je taktno odgovoriti na to vprašanje. Mislim, nismo se rodili v najbolj funkcionalen svet, no? Tako, mogoče je to dovolj. Jaz se strinjam, prihajajo problemi iz starejše generacije, ampak na drugi strani se bojo tudi iz naše generacije, ko bomo stari prišli, ne? Tako da, tako je tako. Ampak recimo Kvencem, mene pa presenitelj, se pravi, v tvojem tekstu je ta diktat lepote in mladosti, ki jo na nek način povezujemo s sodobno družbo, tudi parjaki, ta starejša gospoda, mi smo bili drugačni, smo bili revni, jaz sem revna, ki sem naprej, ampak potem pa smo imeli neko upanje, pa tako, danes pa videli ste, kaj vi sami sami, pa tako. In se zdi, da je ta diktat izgleda mladosti vrš, neke mlade generacije, ampak v svojem tekstu pa pravzaprav ta srednja generacija, zdaj tista, ki temu podleže in počne strašne stvari prav zaradi tega. Se mi zdi, da je to človeško, da je človeško, da čutiš ta pritisk in da definitivno ni to stvar samo ene generacije in tudi domnevno ne samo današnjega časa, čeprav je pa pač dan danes z vsemi mehanizmi, ki jih imamo za to, da en drugega v bistvu zatiramo, zlorabljamo, zasmehujemo in tako naprej. Pač je to, z vsemi mehanizmi, ki jih imamo, je to danes lažje gotovo, podleči temu pritisku. Je večji mogoče. Ja, potem pa je že ena stvar, kar se moram vprašati. Zelo močno deluje ta seznam stvari, ki usrečujejo deklico. Ta nek blazen kontrast na tem, kar se dejansko dogaja in tem seznamu, ki na začetku se zdi kot ta novodobni 10 stvari, ki jih moram narediti v svojem življenju in tako naprej, ampak potem se to kar daljša in daljša. In se zdi, da v bistvu to, kar njo usrečuje, kar pravzaprav dela življenje, ne bi delalo življenje lepo, da je tu ogromno enih stvari, ki pa so hkrati tako daleč od tega, kar ona doživlja. Kje ste tega ideja za ta? Mislim, to je v bistvu sinteza velikanih stvari. Ena od njih je drama Vse sijajne stvari. Čigava je že? Hvala. To je ena, tam je cel format drame, ta seznam, ki je bil neka inspiracija tukaj. Po drugi strani je tukaj nešteto teh seznamov na internetu, zakaj vse je vredno živeti, ker so bolj ali manj patetični in se mi je zdelo zabavno malo delati norca iz tega. Potem pa je v bistvu vse skupaj preraslo v nekaj majčkeno bolj iskrenega, v nekaj majčkeno bolj blizu človeku, meni. Zdaj, nekaj zelo intimnega in pravzaprav zelo emocionalnega, zelo močnega.
Mene pa se zanima, Iva, kako si sploh prišla do ideje, da boš pisala v vir oziroma svetnici, pa če se ti zdi, da je danes to še vedno ena izmed nedotakljivih tem, pa kako si se počutila v pisanju tega oziroma da sem se počutila. Ne vem, tam na Prešernovem je tak krogec, kjer piše, da bi mogel biti ali vodnjak, ali vodomet, ali ne vem kaj. To, fontana. Meni je bilo to izjemno zabavno, kako je znakec, tukaj bi mogla biti fontana, ampak je ni. In, no, to je bilo v resnici ideja za tisti vodnjak. Ampak nekako meni je bila povezava iz te fontane, da sem se spomnila, kako bi bilo zabavno pisati osebi, ki se odloči biti svetnik oziroma svetnica. Potem pa sem razmišljala, kaj je bolj zabavno od tega, je bolj zabavno, kaj bi ta oseba delala, ko postane svetnik in svetnica. Mislim, da to ni nobena, ker tisto vprašanje, če je to nedotakljivo, mislim, da je zelo dotakljivo, da nismo več toliko občutljivi, mislim, seveda so ljudje, ki bi si to vzeli k srcu, ampak bi zaradi tega, ker se sploh ne spravljam ne na koncept vere, ne katoliške cerkve, ne na svetnika, ampak na neko to idejo, ki jo imamo lahko ki je za vsakdanje situacije, no. Se mi pa zdi, da je bilo prav zabavno zdaj, ko je, mislim, ker zdaj se spet sprožila ta vprašanje, če bo bivši papež postal svetnik, ker je bilo zabavno. Ampak, ne vem, res se mi je zdi, mogoče sem tudi zato se počutila sproščeno s to tematiko, ker tudi v naši, hkrati smo še vedno očitno neka kultura, ki je zasnovana oziroma živi v roki z roko s katoliško cerkvijo, ampak hkrati imamo glih to neko in zgodovinsko in distanco in tudi večina ni globoko predanih vernikov. Glih zato sem se počutila udobno pisati o tem. In se mi je zdelo tudi zabavneje pisati z neko to kvazi zgodovinsko distanco, se pravi postaviti v nek drugi čas, ker da to res, ko je vera narekovala vsakodnevno življenje, namesto da bi zdaj se lotila dnevno aktualne politične situacije, ali pa kdo je danes vladajoči razred in kdo ni. Še kakšna beseda iz publike? Potem čisto za konec ena simpatična. Na koncu vse konča z vinom. Vsi so pijani in uživajo in vsi smo svetniki, ali v tem nekaj hedonizmu rešitev? Ne vem še, ampak to je tak slovenski zaključek, no. Ne vem pa, če je rešitev. Ja, kako že v Jakatovem tekstu mislim, da je še vedno vozijo pijani. Tako. Ta slovenski minus. Ok. Hvala vama, hvala za tekste, upam, da bodo prizorjeni in da boste pisali naprej. Hvala vam, ki ste prišli in se vidimo po priliki.